Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Maribor ima tudi uradno novega župana. Slovesno izjavo pred mestnim svetom je danes začel svoj mandat dr. Andrej Fištravec, ki ga zdaj pozdravljam tudi v našem studiu. Dobro večer, gospod župan, in seveda čestitke ob nastopu funkcije. Hvala lepa. Za začetek dve vprašanji. Prva seja mestnega sveta je bila kratka, potrditev mandatov, tudi vašega, člani mestnega sveta, za katerega ste sicer tudi danes ponovili, da je po vašem mnenju nelegitimen, je pa legalen, ste tudi to poudarili, so vam v glavnem aplaudirali. Ali so bili po vašem mnenju ti aplavzi recimo iskreni? Kaj sploh ne pričakujete v nadaljevanju sodelovanja s sedanjim mestnim svetom? Jaz na delovanju skušam biti čim bolj pragmatičen. In zdaj, koliko je bilo aplaudiranja, pa ne, to bi zdaj težko ocenjeval, ker sem bil bolj skoncentriran na to, kar sem sam govoril. Novinarji ste lažje opazovali, kakšne so bile reakcije. Mislim pa, da je konec hecov. Potrebujemo drug drugega v tem smislu, da skupaj zdefiniramo projekte, ki lahko ublažijo težko situacijo v mestu in potem tudi dajo okvire kakšnim spremembam, ki se v Mariboru morajo zgoditi, ker tako kot je sedaj, tako dalje več ne sme iti. Ampak recimo vemo, da del recimo ustajniške scene, če jo tako smem poimenovati, nekako še vedno zahteva in dokaj ostro zahteva tudi pravzaprav v petek, v bistvu ob zadnji možni priložnosti na nek način, je tudi ena skupina nezadovoljnih državljanov protestirala pred mestnim svetom in zahtevala odstop tega mestnega sveta. Kaj se tu dejansko da narediti v sedanji situaciji? Naredila se današnja seja. Mestni svet je vzel na znanje volilni rezultat in od obojih, sem povedal tudi na seji, se zahteva visoka stopnja odgovornosti. Torej, tudi ko jaz mestnim svetnikom povem, da menim, da niso nelegitimni in medtem, ko oni vztrajajo pri svoji legalnosti, oboji prevzemamo nase odgovornost, veliko odgovornost in sedaj smo nekako povezani in da imamo na nek način vsak svojo odgovornost, javnost bo pa korake, ki jih bomo storili tudi skupaj, pač ocenjevala. Tako da zdaj z mojega zornega kota je to zdaj ta zgodba. Jaz se bom potrudil čim prej dati na mestni svet pomembne sklepe, s katerimi bomo reševali, ne vem, razne projekte v mestu, ki so za mesto potrebni. Danes ste predstavili tudi del vaše nove ekipe, o kateri se je sicer v zadnjih dneh veliko ugibalo. Naši gledalci bodo videli tudi na zaslonu portrete, imena in tudi potencialne funkcije teh ljudi, ki ste jih danes omenili. Za direktorja mestne uprave ste izbrali nekdanjega študenta prorektorja Univerze v Mariboru v času rektorovanja dr. Ludviga Toploka, sicer univerzitetnega diplomiranega pravnika Marka Žulo. Za vodjo kabineta ste izbrali profesorico zgodovine Martino Kositer, doslej sicer samozaposleno. O njej sem na spletu našel samo ta podatek, da je lani z umetniškimi projekti soustvarjala Evropsko prestolnico kulture v Mariboru. Ne vem, če sem kaj zamudil. Ni samo soustvarjala, ampak ona je vodja glavne pisarne Evropske prestolnice kulture, nekako koordinirala delo vseh notrnih služb in mislim, da po moji oceni ona in recimo gospod programski direktor sta predstavljala pomembno hrbtenico Evropske prestolnice kulture. Potem Gregorja Kosija ste naj bi imenovali za nekoga, ki bo skrbel za družbene dejavnosti. Ni bilo jasno iz predstavitev, ali bo, ne vem, načelnik urada ali bo samo član kabineta. Svetovalec, član kabineta. Ja, sicer ga pa poznamo kot nekdanjega direktorja Mladinskega kulturnega centra Pekarna in seveda v tem smislu člana neke alternativne kulturne scene v Mariboru. Kulturne scene v Mariboru, tudi umetnik v enem delu. No, iz vrst sedanjih uradnikov na nek način prihajata Goran Rajić, ki je bil nekoč načelnik urada za družbene dejavnosti in zadnja leta opravljal funkcijo tudi predsednika sindikata delavcev v mestni upravi.
In seveda iz te uprave prihaja tudi univerzitetna diplomirana pravnica Nataša Ogrizek, ki bo skrbela pri vas za pravna vprašanja. In ne nazadnje je tu tudi tiskovni predstavnik, vaš novi tiskovni predstavnik Bartolo Lampret, ki smo ga pa prej poznali kot tiskovnega predstavnika policijske uprave v Mariboru. Skratka, ulica je, rekel, tudi to zelo hitro komentirala, češ, glej, zdaj pa je postal tiskovni predstavnik nekdo, ki je prej predstavljal to policijo, ki je doživela veliko kritiko ob njenih intervencah ob mariborskih ustajah in v bistvu proti ustajnikom, ki so, če nekoliko ponastavimo, vas pripeljali v bistvu na oblast. Ja, gospod Bartol Lampret obvlada svoj posel. Moram reči, da smo imeli zelo težko delo najti nekoga, ki bi v tej PR sceni stvari dobro obvladal. Mislim, da bomo tu tako ali tako se še morali okrepiti v tem komuniciranju z javnostmi. Rad bi pa povedal to, da imamo znotraj policije profesionalce in strokovnjake, ki se niso zavzemali za takšno obračunavanje z vstajniki in z državljani, kot smo mu ga bili priča. In gospod Lampret gotovo sodi med te in mislim, da na ta način lahko tudi je prav, da to javno povem. Ne samo zaradi njega, ampak sploh zaradi tega, da bi se tudi odnosi v policiji primerno, profesionalno konsolidirali in da ne bi bila policija od znotraj politično prestreljena, kar se dogaja v zadnjih letih s slovensko policijo. In kar je v bistvu bil tudi očitek ustajnikov skozi nekaj ustaj, ki smo jih tudi sami doživeli in spremljali v medijih. No, takoj po seji mestnega sveta smo posneli, spoštovani gledalke in gledalci, tudi prve izjave nekaterih mestnih svetnikov in ustajnikov o njihovih pričakovanjih, hkrati s komentarji, tudi komentarji prvih napovedi novo izvoljenega župana. Zato predlagam, da jim zdaj prisluhnemo, potem bomo nadaljevali pogovor v studiu. Me veseli njegovo stališče, da bo se zavzemal za projektno koalicijo. To verjamem, da bomo vsi v mestnem svetu, kolikor bo šlo za projekte, tiste, ki bodo dobre za Maribor. In na tak način vidim dober zaključek tega mandata. Nas skrbi to, da v okviru svoje ekipe ni bolj konkretno obdela področja razvoja, ki mislim, da je ključna tema Maribora. Verjamemo, da pač bo tudi kompetentno ta del ekipe dopolnil ali zunanjimi sodelavci ali kak drugi način. Hkrati vem ob dejstvu, da vemo, da je treba napraviti vse te revizije, o katerih je govoril, je pa treba seveda imeti v vidu, da tovrstni stroški sploh ne predstavljajo majhnega zalogaja za mestno občino, kolikor bo prihajalo do revizij. Želel bi seveda danes slišati tudi nekatere ukrepe, ki jih je napovedal. Povedal je, da bo v mestu takoj zaživelo gospodarstvo, da je v predalih Štajerske gospodarske zbornice toliko dobrih projektov, ki jih bo treba dan po njegove izvolitvi začeti realizirati. To danes seveda pogrešam, ker zdi se mi, da je to tisto, kar bo Maribor potegnilo naprej. Medtem, ko je seveda napovedal dodatna sredstva za kulturo. Zdaj, Maribor je kulturno ekspanzijo seveda doživel. Menim pa, da bomo seveda morali preučiti, katere so prioritete v tem mestu. Ker pravzaprav država nam nalaga samo obveznosti, denarja pa ni. Lahko je obljubljati, če bi imel polno blagajno. Potem pa se bo zdaj vse skupaj se bo videlo kasneje. To, kar se govori, da je občina bankroto, to bomo zdaj vse počasi videli in se bo počasi tudi razblinilo in se bo tudi resnica pokazala v kratkem. V primeru pa, da seveda se gospod Fištravec ne bo držal nekih stajniških zahtev, pa se normalno mi ne bomo diskriminirali in bomo seveda pač kot v stilu prejšnjem naredili to, kar smo pač naredili z prejšnjim županom. No, evo, slišali smo, skratka, tudi ustajniška scena vas bo spremljala, čeprav ste seveda danes napovedali tudi ustanovitev ustajniškega sosveta. To je bilo, najbrž bom rekel, za to sestavo mestnega sveta nekoliko revolucionarno in radikalno. Mislim, radikalna napoved v tem smislu, da boste ob mestnem svetu imeli še svetovalce z druge strani. No, to župan ima lahko taki posvetovalni organ ali pa take posvetovalne organe, če se mu zdi to primerno. Jaz mislim, da glede na to, da sem nadomestni župan, ki je dobil te volitve po velikih protestih, največjih protestih, v bistvu najbolj intenzivnih protestih v Sloveniji in v Mariboru v zadnjih 20 letih, je zelo primerno, da vstajniške skupine, ki so ob teh protestih nastale, dobijo en
institucionalno možnost pogovora z županom. To ne pomeni samo možnost pogovora, ampak tudi nastavljanja zrcala, ker kot vidite, obstajajo določeni pomisleki v delu javnosti, ali delam prav, ali sem se pravilno lotil zadev, in mislim, da takšni vstajniški sosvet je zelo poklican, da hitro in učinkovito pove županu in njegovi ekipi, če meni, da so stvari šle po napačni poti. Ali boste lahko to, kar ste danes na nek način obljubili, rekli ste, jutri se bom tega lotil, to je skoraj dobesedni citat tega, kar ste povedali danes v prvem govoru pred mestnim svetom, ali boste lahko razveljavili to zelo glasno sistemizacijo delovnih mest glede na zakonodajo, ki to ureja? Da, akt je že napisan, tako da jutri bom odpravo sistemizacije podpisal, tako da to je že, za mene je to že ad acta, ker je stvar že narejena, zdaj samo še tehnikalija, da se stvar podpiše. Kaj se bo pa zgodilo s temi novimi zaposlitvami, ki so se zgodile vmes? Nove zaposlitve bomo seveda prekinili, ker ne bo osnove za te nove zaposlitve. To sem v petek tudi, tu gre za teh 7 zaposlitev, to sem v petek tudi jasno in glasno povedal gospe Milici Štajner Simonič, ki pa je to moje, to, kar sem ji povedal, smatrala za neko vrsto mobinga, tako da je na drugi sestanek celo poklicala nekega zunanjega odvetnika, ki bi naj skrbel za to, da jaz nad njo ne izvajam pritiska. Jaz te logike ne razumem. Gospa Milica Štajner je potem samovoljno, ker se v kadrovski službi mestne občine sodelavci zavrnili izdelavo takšnih odločb, je potem samovoljno odločbe izdala, ne vem še s pomočjo koga, in na to ob 2:30 šla zdravniku, kjer je ugotovila, da je bolna, in po SMS-u javila, da je na bolniški. Tako da tukaj je ena taka zelo nehigienična zgodba. Petek smo končno prišli tudi do kadrovskih map zaposlenih na mestni občini, kjer pa moram povedati, da je kadrovska mapa gospe Milice Štajner prazna, sploh ne vemo, kakšna je njena pogodba. Razen tega tudi nihče ne ve, ali kaj se sedaj z njo dogaja, ali je dala odpoved, ali ni dala odpovedi. Tako da je tu, se kaže, en stil dosedanjega vodenja mestne občine. Mislim, da še vedno mislijo, da se bo dalo še kar naprej na tak čuden način obnašati v Mariboru. Ali ima to, kar je tudi gospod Dolinšek v tej svoji izjavi na nek način poudaril, ali ima mestna občina Maribor dovolj denarja, da opravi revizijo dosedanjega poslovanja, recimo, da to naroči eni eminentni, po možnosti celo zunanji mednarodni revizijski hiši? Niso to tako veliki stroški, to bo celo naročilo malega zneska, tam nekje maksimalno do 20.000 evrov, kolikor so mi vedeli povedati. Razen tega nimamo kaj, revizija je nujno potrebna. Občinske revizije praktično več ni. Služba je razpadla v teh 6 letih. Zadnja vodja revizijske komisije oziroma te službe je s 1. aprilom zamenjala delodajalca. In zdaj, če se odločamo za zunanjo revizijo, je potem pametno, da je to neka revizija, ki ni v teh socialnih mrežah male Slovenije, ampak da so to po defaultu, po definiciji tuji revizori, ki seveda delajo na območju Slovenije, obvladajo Slovenijo, tako da tu ne gre za neke velike zneske. No, veste, pri velikih zneskih to je vedno relativna stvar. Relativno se strinjam. Jaz se spomnim recimo zneskov dotacij recimo nekaterim mariborskim založbam na razpisih za kulturo in nekateri ne dobijo v celem letu toliko denarja, recimo, kot taka stvar stane. Je pa res, da je treba priti si naliti čistega vina, to, kar je gospod Škof na nek način sicer z nasprotne strani ovrednotil v svojem izjavi. Se strinjam, jaz tudi mislim, da mariborska občina ni v tako slabem položaju, kot se je kar na pamet govorilo. Tukaj se z gospodom Škofom lahko strinjam. Preprosto zato, ker glede na vso bogatstvo mestne občine, javnih podjetij, torej tu gre za več 100 milijonov evrov, preko pol milijarde evrov premoženja in da ne govorimo še potem o prometu, potem recimo 30-40 milijonov evrov minusa ne sme biti problem.
Seveda pa je problem, če ga z njim ne znamo gospodariti. Graška občina ima, ko sem se pogovarjal s predstavniki njihovega holdinga, ima skoraj 1 milijardo evrov dolga. Ampak pravijo, da to ni problem, ker je to načrtovan dolg, ki ga investirajo v razvoj. Tako da mislim, da tukaj, in je to tudi ena šibka stran dosedanje ekipe, da so to, bi rekli, finančni del poslov, ki so jih delali na mestni občini, da so jih delali zelo nestrokovno. In tukaj želim tudi Urad za finance v tej smeri okrepiti. No, problem v bistvu Maribora, ta primerjava z Gradcem je na nek način posrečena, zaradi tega, rekli ste, pogovarjal sem se s predstavniki Graškega holdinga. Maribor nima holdinga in pravzaprav nikoli mesto ali pa večina mestnih občin v Sloveniji nasploh, nažalost med njimi tudi Maribor, nikoli ni bila vodena kot recimo neko okolje, v katerem bi se lahko nastajal, bom rekel, izvirni prihodek ali pa, ne vem, nek dobiček. Skratka, to vrstna mesta, ne vem, v skandinavskih državah, zahodnoevropskih državah preprosto ne morejo biti neuspešna finančno. Ja, Gradci se mi zdi tak dober primer, ker pri njih imajo holding na 2 nivojih, bi lahko rekli. Na eni strani so vsa javna podjetja povezana v to, kar se imenuje holding, torej eno tako krovno podjetje. Potem je pa to krovno podjetje povezano z mestno občino oziroma z Graško občino. In na ta način so združili tudi strokovne službe občinske in javnih podjetij in na ta način dosegli zelo pomembne sinergije. Pri nas žal še nismo tako daleč, ampak jaz mislim, da ne morem reči v tem kratkem mandatu, da bomo to naredili, ampak o tem bomo začeli razmišljati o smiselni povezavi podjetij na tej prvi ravni. Od 10 točk tako imenovanih tekočih zadev, kakor ste jih danes poimenovali, je bilo enih 7 točk, če se ne motim, namenjenih javnim podjetjem in zavodom. Napovedali ste, da javna podjetja ne potrebujejo prokuristov, temeljit pregled vseh svetovalnih pa različnih zunanjih pogodb in tako naprej. Skratka, to so relativno, pač bom rekel, zanimivi ukrepi, ampak ukrepi tudi, vi ste se zavzeli za nekakšno učinkovitost, večjo učinkovitost delovanja teh podjetij. Kaj pa je pravzaprav šibka točka teh javnih podjetij v Mariboru? Razen morebitni, ker nimajo vsa dolgove, tudi ne poslujejo vsa negativno. Dobro, zdaj ne moramo govoriti kaj tako na splošno o javnih podjetjih, tako da bi morali iti od podjetja do podjetja, torej nekatera čisto, bi rekli, normalno ali pa kolikor toliko normalno poslujejo. Mislim, da enostavno preveč denarja odteka iz podjetij in to je treba jasno povedati, da nova ekipa tega več ne bo tolerirala. To odtekanje mora biti programsko. Torej, če gre denar iz podjetja, mora iti za to, da na neki točki poveča obseg ali uslug ali kvaliteto uslug in tako naprej. Veste, mi imamo recimo podjetje Farmadent z skoraj tam preko 90 milijonov evrov letnega ali pa skoraj 100 milijonov evrov letnega obrata kapitala. To je cel proračun mestne občine Maribor v vrednosti. In imamo recimo v branži dobičke tam do 10%, mi jih pa niti odstotka nimamo izpričanega, manj kot pol odstotka izpričanega, recimo v lanskoletnem poročilu. Tukaj pa, kar se mene tiče, ne morem tega mirno gledati. In to so stvari, ki jih je treba urediti. Torej, zakaj so dobički tu tako nizki? In zaradi tega je treba potem pogledati vse te razne svetovalne pogodbe. Vrabci na strehi čivkajo, da so nekatere pogodbe vsiljene, da imamo nekakve vsiljene avtorje ali pa izvajalce nekaterih storitev. Računalništvo je že recimo takšen primer. Potem koriščenje, da smo rekli, iz vseh službenih avtomobilov v osebne pa službene namene, pa razne svetovalne pogodbe in tako naprej. Vlanem treba je to malo prečistiti. Jaz bi rekel, da tudi po vzoru nekaterih služb znotraj mestne občine, ki že to delajo, je treba tudi jasno naliti čistega vina javnosti, torej kdo je zaposlen po nekih normalnih strokovnih kriterijih, kdo pa je bil zaposlen
po čisto klientelističnih kriterijih. Ne. Ampak veste, tu me pa res zanima. Ta napoved je bila sicer zelo zanimiva, najbrž je, bom rekel, tako na uho tudi javnosti zelo všečna, ampak kako boste recimo ločevali, ne vem, zaposlovanje po nekih normalnih strokovnih kriterijih in na osnovi recimo klientelizma? Kako to ugotavljati za nazaj, da ne pride tudi do neke recimo neželene segregacije ali pa v bistvu novih krivic na nek način? To je en pritisk, to je pritisk župana in županstva ali pa ožje ekipe, da direktorji javnih podjetij pokažejo svojo strokovnost, ne? Da znajo utemeljiti zaposlovanje v kritičnih letih. Kritična leta so pa vsaj zadnja 4 leta, 5 let, gotovo. Ne? Veste, k meni je prišel en direktor enega od mariborskih javnih podjetij, v bistvu vpraša, če lahko zaposli eno osebo. Ne? Pa sem ga potem vprašal, pa čakajte, je to ekonomsko upravičeno? Je programsko upravičeno? Je ta oseba kvalificirana? Je. Potem sem ga vprašal, zakaj to mene sprašujete? Saj ste vi odgovorni za to zaposlitev, ne jaz. In potem mi je razložil, da je to do zdaj bil običaj in da je v njegovem podjetju cirka 10% ljudi na tak način zaposlenih. Ne? In spravi, to je podpora župana direktorjem javnih podjetij, da racionalizirajo svojo, bom rekel, poslovanje, ker recimo, če imate vi podjetje 10% ljudi zaposlenih, ki ne prinašajo, ki niso v dobrobit podjetja, to pomeni, da ste vi s tem svojo akumulacijo ali pa ves dobiček, ki bi ga lahko ustvarili, na ta način vrgli skozi okno. In namenili v bistvu javni službi oziroma državljanom in njihovi dobrobiti. Ne. Tako da, ja. Kaj bo z radarji? Radarji, ta zgodba se razvija. Ne. Jaz mislim, da trenutno se razvija čisto ugodno. Torej, celotne zgodbe o radarjih še ne poznam, ker od 8. marca obstaja na mestni občini že osnutek poročila Računskega sodišča v zvezi z radarjem, kar je bila globoka tajnost. Tega poročila nam niti potem, ko so potrdili, ko je gospod Mikl potrdil obstoj tega poročila, niso želeli pokazati, tako da upam, da Dimitrij Primo predaj to poročilo končno dobil v roke. Novo pri radarjih je to ugotovitve protikorupcijske komisije, ki pravijo, da je posel tako koruptivno sumljiv, da bo skupaj z javnim pravobranilstvom začel teči postopek dokazovanja ničnosti pogodbe. Samo v tem primeru je pravzaprav tudi krivda Iskre sistemov na nek način. Absolutno. Jaz vem, da ste se vi dobili, vi ste imeli v Mariboru sestanek z gospodom Šešokom. Ne, nisva ga imela fizično, ampak po telefonu. Gospod Šešok je blazno navijal za to, da se po hitrem postopku dobimo, pa da nekaj malega, pa njegovem, nekaj malega plačamo Iskri, to nekaj malo je 7 milijonov evrov. In da je potem, da smo si potem kvit, pa je stvar pozabljena, pa sem mu razložil, da to tako ne gre, da če obstaja sum koruptivnih dejanj v tem primeru, da potem se za to vsaj 2 potrebna. Ne? Potem je gospod Šešok razlagal, da so oni vsi šli na poligraf, torej na detektor laži in da pri njih je vse ok. Zdaj ne vem, zazgleda, da je zgodba taka, da so predstavniki mariborske občine podkupili sami sebe v tem poslu. Tako da ta zadeva se bo še naprej razvijala, tako da jaz mislim, da gre stvar po eni normalni poti in je to tudi, to ni samo problem sedaj Maribora, ampak je to problem pravne države slovenske. Jaz upam, da bo tu pravna država lahko normalno zafunkcionirala, tako kot je nekako običaj pri sosedih Avstrijcih. Vi ste med drugim danes napovedali tudi, da želite ohraniti vsaj minimalne trajnostne učinke Evropske prestolnice kulture in da boste zniževali proračun Evropske prestolnice mladih. To je program, ki v bistvu teče v tem trenutku in je vsaj na videz relativno bogat. V principu ni nujno, da zmanjšujemo, vendar je, če govorimo o Evropski prestolnici mladih. Ampak je problem tega proračuna 1,2 milijona evrov v tem, da je noter 800 tisoč evrov prihodkov, ki so načrtovani, da bi naj bili, ampak niso pa realizirani. Tako da Evropska prestolnica kultura ima pravzaprav nizek budžet. Torej, recimo, da je v tem trenutku je 140 tisoč evrov. To je eno. Drugo je, da je tam veliko bom rekel, mladih ljudi zaposlenih in se mi zdi to neracionalno. Torej, pomanjkanje denarja na eni strani, na drugi strani veliko zaposlenih. Ves program se pa dela v bistvu izven mestne občine.
se dela znotraj polja mladinskega dela, to je tam blizu 70 programov, različne nevladne organizacije, mladinske organizacije to izvajajo in potem, če že je kakšen denar na projektu, potem je ga boljše investirati v polje mladinskega dela, kot pa zaposlovati ljudi tukaj znotraj mestne občine. Jaz mislim, da zdaj recimo, če imamo zdaj ekipo 8 do 10 ljudi, ki dela na projektu znotraj občine, bi to kamot naredili z 2-3 ljudmi, ki znajo svoj posel, seveda. No, ker manj, ko imate ljudi, ki znajo svoj posel, več jih potem potrebujete. Ja, ampak če se vrnemo za trenutek tudi Evropski prestolnici kulture, kaj narediti z njo? Ker tu je prišlo do ene prekinitve, ideja je bila, svet zavoda Maribor 2012 je pripravil nek predlog, kako naj bi se ta stvar nadaljevala, tu ni bilo posluha in... Ne gre tu samo za neposluh. Jaz mislim, da svet zavoda je preprosto prepozno se lotil vprašanja trajnosti. To je že ob sami kandidaturi je vprašanje trajnosti bilo eno od ključnih pogojev, da se sploh kandidaturo dobili. Vendar je potem pri konkretnem načrtovanju Mariborske Evropske prestolnice kulture se na to preprosto pozabilo. Po mojem mnenju zaradi tega, ker je bil projekt preveč politično sponzoriran in politično voden in enostavno ni bilo časa, da bi se res vsebinsko ukvarjali z tem projektom. Zdaj se je pa skušalo na zadnjem hipu nekaj zimprovizirati. To pa ne gre. To je le javni zavod, to je le javna uprava, ki potrebuje svoj čas, da se stvari obrnejo in da se vzpostavijo. Tako da mislim, da pa lahko sami in s pomočjo tudi Ljubljane, torej države, Ministrstva za kulturo, projekte, ki so se potrdili znotraj EPK-ja, konec koncev so bili tudi sofinancirane priprave in potem samo izvajanje projektov. Nekaj sem jih naštel prejšnjič, ko sem bil na Akademiji Evropske prestolnice kulture, ko so pač akademiki EPK-ja o tem govorili, da podpremo te projekte. Recimo, Center alternativne in avtonomne produkcije ne sme zamreti. To je eden zelo pomembnih segmentov tega širšega razumevanja kulture, ki ga Maribor zdaj še kako potrebuje. Tudi festival Maribor je neko zelo specifično kvaliteto prinesel v mesto, dogajanja v parku, otroški, recimo v okviru Lenta, ti otroški programi so pokazali eno čudovito kvaliteto mesta in meščani se tam odlično počutimo v poletnih mesecih in tako naprej. Tako da mislim, da je tukaj zdaj tudi vodstvo zavoda EPK 2012 oziroma zavoda 2012 in Urad za kulturo tukaj se mi zdi, da tvorno delajo in iščejo rešitve. Istočasno pa bi se tudi potem malo navezal na to, kar so kolegi prej govorili po televiziji. Gre za vprašanje financiranja kulture v Mariboru. Ne sme se zgoditi, da bi po EPK-ju kultura v Mariboru bila kaznovana za to, ker smo v mestu imeli Evropsko prestolnico kulture. Torej, mislim, da v letu 2013 moramo doseči vsaj to, da bomo lahko financirali kulturo na ravni pred EPK-jem, torej recimo na leto 2010. Ne pa, da je zdaj letošnja raven recimo 20% nižja kot leta 2010. To pomeni, da se s tem programi, ki so v mestu že potrjeni, in institucije, ki so na nek način, ki funkcionirajo v mestu, so s tem kaznovani. To se ne sme zgoditi, pa nekaj konec koncev je kultura tudi, daje delovna mesta. Tako da delovna mesta niso samo v teh starih industrijah, ampak tudi v novih industrijah in velik del kulture je ta nova industrija. Dovolite mi samo še dve vprašanji, čisto za konec. Eno je vaša napoved krepitve neposredne demokracije. Vi ste podprli inicijativo za mestni zbor, večji vpliv mestnih četrti in krajevnih skupnosti. To so te enote lokalne demokracije in lokalne samouprave do zdaj pogrešale. Kako konkretno? Čisto konkretno tako, da inicijativa za mestni zbor sklicuje alternativne zbore občanov po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih in z njimi testira, torej hoče to aktivno državljanstvo, temu aktivnemu državljanstvu v mestu da tudi formo, na način, ki poteka po veliko mestih po Evropi. Cirka 200 mest je v Evropi
na ta način evidentiranih in njihove izkušnje so v tem, da če želimo, da so ljudje v svojih bivalnih okoljih aktivni, potem moramo omogočiti, da ljudje participirajo pri oblikovanju lokalne oblasti. To pa pomeni, da participirajo, da sodelujejo pri oblikovanju lokalnega proračuna. In običajne te zgodbe v Evropi grejo v tej smeri, da ljudje potem sodelujejo pri tistem variabilnem delu proračuna, to so pa potem razne investicije. Torej, da investicije v lokalnem proračunu morajo imeti soglasje, bi rekli, meščanov. In če mi to zagotovimo, potem damo lokalnim skupnostim, mestnim četrtim večjo težo. S tem pa, da je treba tudi premisliti, kaj vse se lahko zopet vrne v krajevne skupnosti in mestne četrti. Za začetek bi se lahko tja vrnili stari tajniki in tajnice, ki poznajo lokalno sceno, ne pa da se je šlo v neko nerazumno mešanje tajnikov in tajnic, jih metati z enega lonca v drugega, oziroma z enega okolja v druge okolje, kot da so to neke figure, ki lahko neodvisno od tega, kakšno je družbeno okolje, v katerem bi naj delali, da bi lahko tam funkcionirali. Istočasno pa vrniti nekatere pristojnosti, tako da bo imelo združevanje in razpravljanje lokalnih problemov v lokalnih skupnostih nek smisel. No in zato je potrebna sprememba statuta, občinskega statuta, in to je tudi nek, recimo en takšen skupen projekt, ki ga lahko skupaj z mestnimi svetniki še v tem mandatu uresničimo. Še čisto eno vprašanje. Napovedali ste danes 3 visoke obiske v Mariboru. Ministra za gospodarstvo, predsednika države in predsednice vlade. Ali se zavedate, da do vseh teh 3 politikov javnost nima enakega mnenja? Predsedniku vlade so slovenski vstajniki v Ljubljani obračali hrbet. Mislim, predsedniku države, pardon, se opravičujem. Predsednica vlade je še relativno kratek čas na tem položaju, bomo videli. Minister za kulturo, mislim, minister za gospodarstvo hodi okrog in pač je razložil nekaj radikalnih idej o razvoju, ampak kaj naj bi ti 3 prinesli Mariboru? Morda samo na kratko, ker naš čas že je pobegnil. Jaz vem, kaj lahko mi od njih zahtevamo. Maribor ima že od julija lanskega leta izdelan predlog ukrepov za spodbujanje, se reče, konkurenčnosti in razvoja. Torej, to je niz ukrepov, ki bi odpiral nova delovna mesta, predvsem pa krepil to socialno kohezivnost v mestu. Maribor do aprila, do konca marca letos ni bil upravičen do tovrstnih intervencij, ker je bila logika izračuna, katero okolje je toliko ogroženo, da lahko dobi ta poseben status takšna, da Maribor je tukaj izpadal, ker je bila logika upravna enota. No, zdaj pa po novi uredbi vlade so to vse skupnosti, ki so velike vsaj 20.000 ljudi, Maribor vemo, da je, in imajo nezaposlenost višjo od 17%. Maribor ima 18,6% nezaposlenost, zdaj že 3 mesece zapored. Tako da smo upravičeni do tega posebnega tretmaja, ker Maribor, izhodišče je pa to, in zdaj nam tudi zakonsko je to mogoče, da lepo dokažemo, da je Maribor nerazvito mesto. Kljub temu, da govorimo o drugem največjem, pa univerzitetnem in tako naprej, ampak Maribor je nerazvito mesto. No in v tem predlogu ukrepov, ki so ga izdelale različne institucije, Zavod za zaposlovanje, Mariborska razvojna agencija, torej relevantne mestne institucije, ki ga zdaj v tem tednu ažurirajo, vendar niso ukrepov, ki jih lahko damo na mizo in kjer bomo pokazali na katerih točkah nam lahko država pomaga. Bomo pa še postavili druge zahteve, to zdaj recimo Center za socialno delo finišira niz ukrepov z njihovega zornega kota, Rdeči križ, Karitas, humanitarne organizacije, pa imajo to tako ali tako že narejeno, ta socialni vidik. Istočasno pa bomo skozi to akcijo ažuriranja teh predlogov ukrepov tudi podpiram idejo ustanovitve socialno-ekonomskega sveta mesta, kjer bi se ti osnovni deležniki, ki skrbijo za socialni in ekonomski razvoj mesta, Štajerska gospodarska zbornica, večji delodajalci, civilna sfera, spostavlja nek permanenten dialog pri iskanju ustreznih rešitev. Namreč Maribor je, kako naprej, ker Maribor je, in to ne da bomo zdaj pisali neke programe abstraktne, mi moramo ukrepati. Od točke do točke ukrepati, ker tega znanja in teh vednosti, kaj je treba storiti, veliko. Do zdaj je bil problem v tem,
da se mesto ni upravljalo kot javna institucija, ampak se je mesto upravljalo kot zasebno podjetje, iz katerega je treba čim več odnesti, ali pa bom rekel v navednicah metaforično pokrast, ne pa kot organizem, socialni organizem, ki mora služiti ljudem, ki tukaj živimo. Predlagam, gospod župan, da na tej točki nehamo, ker jaz bom brez četrtine plače ostal, če bo podaljševala. Ampak ne gre samo za to, gre za to, da bo seveda veliko priložnosti, vi ste jih zelo lepo nakazali, za prihodnje pogovore in tudi za spremljanje vseh teh aktivnosti, vseh teh dogodkov, ki Maribor še čakajo. Jaz se vam seveda zahvaljujem za ta prvi intervju po nastopu funkcije mariborskega župana. Besede obvezujejo, pravijo, napovedali ste veliko sprememb in ni dvoma, da bo seveda javnost nestrpno pričakovala njihovo uresničitev. Ja, hvala lepa za povabilo. Upam, da bom imel večkrat priložnost gostovati v vašem studiu in tudi na ta način javnosti sporočati ne samo, kaj želimo storiti, ampak kaj smo storili. Hvala vam še enkrat. Hvala seveda tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci. Z vami bomo ponovno v sredo 10. aprila ob isti uri. Do takrat nasvidenje in še naprej prijeten večer.